Drage gledalke in gledalci, dobrodošli. Posavski obzornik je tudi tokrat barvit, se za september tudi spodobi, da je tako. V Cerkljah ob Krki so odprli novo šolo, v Prekopi pri Kostanjevici na Krki pa novo cesto. Vendar Posavje od slovenskega povprečja ne izstopa po naložbah, ampak po bolniškem staležu, ki je najvišji v državi. A začnimo najprej tam, kjer svoje poti v svet začenjajo znanja željni. Pred dobrim tednom so se otroci iz Cerkelj ob Krki iz učilnic v Vojašnici preselili v 6,5 milijonov evrov vredno novo šolo. Sicer bi lahko to storili že 1. septembra, a ker je objekt vrhunsko tehnološko opremljen, so tehničnemu osebju omogočili potrebno prilagajanje. Poglejmo. Nova šola z vrtcem ima 4000 kvadratnih metrov uporabnih površin in še zunanja igrišča ter je v vseh pogledih nadstandardna. Novi so vsi prostori, prenovljena je stara šola, nova je telovadnica, novo igrišče, otroci vrtca imajo svoje igrišče. Uspeli smo tudi z opremo za pouk, moram reči, da je najbolj sodobna, kar je možno. Vsaka druga učilnica ima tudi interaktivno tablo, multimedijski prostor. Menim, da več sploh v tem trenutku si ne bi mogli privoščiti tudi v smislu tehnološke podpore. Prej so z enakim številom otrok zmogli na 1500 kvadratnih metrov površin, zdaj jih je 4000. Bo šola čez leta na pol prazna? Ravnateljica ocenjuje, glede na trenutni vpis v vrtec, da ne. Mi imamo paralelke, res da zaradi tega, ker imamo tudi specifično okolje, pa vendarle tu je skoraj 200 otrok vsako leto vpisanih v šolo in pa okrog 80 do 85 otrok v predšolsko vzgojo. Na občini so se s tem velikim projektom ukvarjali celo desetletje, je povedal župan. Za tiste, ko to opazujejo daleč, se je šola začela graditi šele v leto 2016. Za nas na občini pa vemo, da je to projekt desetletja, da so se že praktično 2004 začele prve raziskave šole, 2006 potem idejne rešitve, potem je bilo potrebno odkupiti zemljišča, na koncu pa seveda treba zagotoviti tudi sredstva. Dejstvo je, da šola danes stane 6,5 milijonov evrov in to v teh časih, ko občinam se bistveno zmanjšujejo sredstva na vseh področjih. Treba povedati, da je občina v tem času se zmanjšala tako nuklearna renta, zmanjšale so se sredstva 23. člena, zmanjšala se povprečnina. Ministrstvo še ni sofinanciralo investicije, je bilo to za nas izjemno vprašljiv objekt ali ga sploh začeti. Naložbo so razdelili na več proračunskih let. Ker je brežiška občina v skupini manj zadolženih, je bilo odločujoče, da lahko najamejo kredit za njeno dokončanje. Na koncu smo se v letošnjem letu tudi odločili, da šolo končamo celo 6 mesecev pred rokom z dodatnimi 500 000 evri kredita in jaz mislim, da je to tudi prav. Danes vidimo, da imamo eno najsodobnejših šol in pa seveda tudi vrtec in ki bo omogočila predvsem tako otrokom kot zaposlenim, otrokom dobro učenje, zaposlenim pa seveda tudi predvsem dobre pogoje za izobraževanje. Učenci so ob ogledu vsega lepega zatrjevali, da bodo pazili na svojo novo šolo. Všeč mi je naš razred, jedilnica, tudi ostali razredi in telovadnica. Ime mi je Nik, všeč mi je pa v tej novi šoli, da imamo telovadnico pod zemljo 3 metre, pa tudi. Nadstandard v prostorih sam po sebi ne prinaša višje kakovosti poučevanja, pomeni pa večjo proračunsko obremenitev za tekoče vzdrževanje. Seveda vse šole, ki so narejene, so bistveno bolj energetsko učinkovite in pa podobno, vendar treba povedati, da tudi zaradi normativov je vsaka šola vsaj enkrat večja kot prej in na koncu seveda bo vzdrževanje precej zahtevno. Jaz verjamem, da bomo to zmogli, bolj nas pa skrbi, kako bomo nadaljevali z izgradnjo, kajti je potrebno še praktično v občini Brežice zgraditi ali pa obnoviti šolo Artiče Globoko in pa vrtec Dobova, s tem, da vemo, da ministrstvo že od leta 2009 več ne sofinancira šol in vse to več ali manj ostane na bremenih občine.
Šola v Cerkljah bo v prihodnjem letu dobila še zobozdravstveno ambulanto. Opremo zanjo bo zagotovila občina, delovanje ordinacije pa bo šlo v breme zdravstvenega doma Brežice. Ob letošnjem dnevu srca pa je šola dobila od občine tudi defibrilator. V 10 letih samostojne občine Kostanjevica na Krki sta bili največji naložbi v državno infrastrukturo gradnja obvoznice in obnova ceste skozi Prekopo, ki jo je prejšnji teden namenu predal minister Gašperšič. Tam smo bili tudi mi. Obnova ceste, ki si predtem zaradi uničenosti sploh ni zaslužila tega imena, je trajala kar 7 let. S to rekonstrukcijo ceste so pa dobila 2 pločnika kokovite, 2 kolesarski stezi, kompletna infrastruktura komunalna, telekomunikacijska, 4 avtobusna postajališča, tako da pa tudi sam videti in izgled vasi je zdaj čisto drugačen, ne? Mislim, da je to tudi pomembno. Vidna razlika. Tako da jaz recimo, kot pustimo malo naprej, tam sem zadovoljen, so lepo naredili. Pri meni so bili tam enih 10 dni, ne? Pa so šli pa naslednjo stavbo, tako da ni bilo problema. Pa solidni delavci vse, ne. Malo kofetka smo izkuhali, kakšne čajčke, bo mrzlo takrat, pa je bilo v redu. Kar so pač obljubili, so naredili, kakšen kiksič je bil, malenkostni, tako da ni bilo nekega, nima se kaj pritožiti, ne. Čeprav gre za državno cesto, je morala v svoj žep oziroma proračun seči tudi občina. Samo financiranje pa potekalo tako. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo cirka 1.400.000, občina pa cirka 900.000 evrov prispevala svojih sredstev, ja. Kar veliko za občino. Slavnostnega odprtja nove ceste se je udeležil tudi minister za infrastrukturo, ki je istega dne odpiral ali podpisoval začetek del še v drugih občinah. Pred Kostanjevico na Krki je obiskal Šentjur, Kozje in Škocjan. Po Prekopi se je odpravil še v Trebnje. Ta vlada se zelo dobro zaveda, da je cestna, pa tudi železniška infrastruktura seveda, da je to ožilje vsakega gospodarstva in seveda moramo poskrbeti, da je to ožilje pretočno. In če je bilo na začetku tega mandata še v časih, ko smo bili v krizi, teh sredstev za ceste na voljo nekaj 10 milijonov evrov na letni ravni, jih imamo zdaj v letošnjem letu že blizu 200 milijonov, v naslednjem letu pa še celo nekaj čez. Tako da sedaj nam to omogoča, da lahko intenzivno obnavljamo, vzdržujemo cestno infrastrukturo in seveda gradimo tudi nove odseke. Ministrstvo ima v načrtu tudi gradnjo kolesarskih poti, kar je pomembno za razvoj turizma. En tak pomemben kratkoročnejši projekt je predvsem označevanje kolesarskih povezav po obstoječih cestah in poteh. Na ta način želimo z prometnimi oznakami, smerokazi vzpostaviti, omogočiti kolesarjenje širom Slovenije. V lanskem letu smo denimo tako označili pot od Rateč do Ljubljane. Nadaljujemo z načrti označevanja od Ljubljane proti Obrežju in sicer tako po dolini Krke kot po dolini Save. Kolesarjenje je v glavnem vezano na občinske ceste in te so v Kostanjevici na Krki v slabem stanju. Jaz sem že imel to v načrtu, ali imeli smo v načrtu te ceste porihtati. Žal je situacija taka, kot je. Večino investicij smo mogli ustaviti, tako da čakam zdaj razplet, kaj se bo na tem področju zgodilo in upam, da bo razplet ugoden, da bomo lahko še naprej delali. Da to zagotovimo občanom, kaj je za občane pač cesta infrastruktura veliko pomeni. Kot je znano, občina že drugo leto nima sprejetega proračuna in je po zakonu lokalni samoupravi v prekršku. Državni zbor je 26. septembra brez glasu proti sprejel sklep o odpravi nezakonitega ravnanja občine. To pomeni, da mora občinski svet v 30 dneh sprejeti proračun za lani in za letos. Sicer bo razpuščen.
Posavje je po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje regija z najvišjim deležem bolniškega staleža v državi. Letos bo šlo za bolniške toliko denarja, kot ga za plače na letni ravni namenjajo skupaj v podjetjih Vipap, Resistek, Lisca in Stillees. Potrebno je poiskati in odpraviti vzroke za takšno odstopanje, so na skupnem posvetu v Krškem ugotavljali predstavniki zdravstvene stroke in gospodarstva. Pobuda za posvet je prišla iz območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Krško. Zaradi tega, ker pač ocenjujemo, da samo skupaj lahko prispevamo k obvladovanju zdravstvenega absentizma, vemo pa, da je to dejansko naš skupni cilj, naša skupna dolžnost. Zdravstveni absentizem, kot pravimo odsotnost iz dela zaradi bolezni, predstavlja na ravni države 4,6% izgubljenih delovnih dni. V Posavju je precej večji. Saj beležimo skoraj 7% izgubljenih delovnih dni, kar je dejansko družbeni problem. Zaradi tega želimo opozoriti vse udeležence v sistemu zdravstvenega varstva in gospodarstvenike, da prispevajo svoj delež k obvladovanju tega pojava. Razlog za tako stanje ni zgolj v zdravju, kažejo analize. Na prvem mestu so socialno in ekonomski razlogi, na to šele pridajo zdravstveni razlogi, vendar glede na to, da Posavje niti ni tako slabo gospodarsko razvito, se čudimo, zakaj takšen absentizem beležimo. Socialne stiske in stresni pritiski na delovnem mestu vodijo v izbruh določenih bolezni in posledično zatekanje v bolniški stalež, je v svojih izkušnjah povedala specialistka družinske medicine Janja Zorko Kurinčič. Videli smo, da recimo z zapiranjem določenih tovarn, konkretno na Senovem, z zapiranjem obrata Lisce, se je zelo povečal obisk zaposlenih delavk z različnimi težavami. Morda so se prej še trudile, da so delale kljub temu, da so imele težave. Zato psihosocialno obremenitvijo seveda je tudi telo popustilo in je bilo teh težav in obolenj bistveno več. Zmotno je prepričanje, da tam, kjer so delovna mesta varnejša, torej v javnem sektorju, ni toliko bolezni. Statistike pravzaprav kažejo, da tudi v javni upravi beležimo precej visok bolniški stalež. Seveda v javno upravo sodijo tako zdravstvo, kot policija, kot vojska. To so vse službe, ki ljudi zelo obremenjujejo. Tako psihično, fizično, izpostavljeni so stresom. Res bi težko rekli, kje in zakaj je več bolniškega staleža. V Posavju so v porastu duševna obolenja in rak. Ko sem pregledovala trenutno vzroke za bolniški stalež v moji ambulanti, me je presenetil podatek, da kar 20% trenutnega bolniškega staleža gre na račun rakastih obolenj. Glede visoke stopnje zdravstvenega absentizma v Posavju se je treba zavedati, da na naša vrata trkajo bolniki, ne nekdo, ki si išče ne vem kakšne ugodnosti ali pa izmikanja od dela. In še nekaj je treba poudariti, da bolniški stalež je dejansko kazalec zdravstvenega stanja aktivne populacije. Ta pa vpliva na družbeno blaginjo regije. V gospodarski zbornici opozarjajo, da je problem treba reševati na državni ravni. Podjetja, ki obvladujejo to vrstno tveganje, imajo zagotovo konkurenčno prednost na tem področju. Vsaka vlaganja v promocijo zdravja na delovnem mestu je na vložen evro povratek recimo od 2 do 10 evrov, odvisno pač od načina in pa stroškov, ki jih v ta namen namenjamo. Gospodarska in obrtna zbornica imata predloge, ki naj bi vplivali na zdravstveni absentizem. Predlogov je več, recimo eden tak je tudi limitiranje bolniškega staleža, potem je tukaj dilema, koliko dni gre v breme delodajalca, pa koliko gre v breme recimo zavoda. Naš predlog temelji tudi na tem, da
poškodbe izven dela ne bi smeli tangirati delodajalcev, ampak bi se mogli tukaj nekako ozavestiti in bi morali biti nekako zavarovani na tem področju, da bi v primeru izpada dohodka to dobili iz zavarovanja. Ključno pa je vlaganje v preventivo in na gospodarski zbornici menijo, da ta skrb finančno ne bi smela bremeniti zgolj gospodarstva. Letos je Računsko sodišče zavodu nekako prepovedalo, da še namenja to vrstna sredstva v promocijo zdravja. Mi se s tem absolutno ne strinjamo, ker menimo, da je edina promocija zdravja in pa ozaveščanje vseh zaposlenih, ne samo v podjetjih, tudi v javnih sektorjih, pa tudi v šolah, kjerkoli že smo, da je zdravje ključnega pomena. Po oceni Zavoda za zdravstveno zavarovanje bodo letošnji izdatki za bolniške odsotnosti v Sloveniji samo iz njihove blagajne znašali 320 milijonov evrov. Če prištejemo še stroške nadomestil delodajalcev, je skupni znesek nad 600 milijonov evrov. Od tega v Posavju 20 milijonov evrov. Eden od razlogov za večanje bremena nadomestil je dolgotrajnost bolniškega staleža. Samo Bolgarija ima ob Sloveniji v Evropski uniji dovoljen daljši stalež od 1 leta. Slovenski rekorder je na bolniški že preko 9 let. V Posavju jih je trenutno nad 1 leto v bolniški 228. Pred 5 leti jih je bilo 2-krat manj. Javna razsvetljava predstavlja precejšen strošek, zato po občinah sprejemajo načrte o varčnem ravnanju. V Krškem so že dosegli začrtano znižanje porabe energije. Med drugim so o tem govorili na minuli seji občinskega sveta. Javna razsvetljava je bila in je še merilo razvoja, čeprav znanost danes ugotavlja škodljive vplive svetlobnega onesnaževanja. A ljudje nočejo biti v temi, ker razsvetljava daje večji občutek varnosti. Občina Krško ima skupaj približno 4300 sijalk. Povprečna poraba na prebivalca je znašala preko 120 kWh na leto in naš cilj je bil znižati to porabo na približno 44 kWh na prebivalca na leto. Menjava žarnic z bolj varčnimi je trajala več let. Ostalo je še nekih 780 sijalk, ki jih je potrebno zamenjati. Ta projekt zamenjave ne bi stal nekih 330 tisoč evrov. Toliko znaša kredit, ki ga je potrebovalo stanovanjsko podjetje Rudar Senovo, da je zaprlo naložbo v obnovo Pionirjevega samskega doma v Krškem. Ker je podjetje v občinski lasti, so na minuli seji morali svetniki dati soglasje za ta kredit, kar so storili brez zadržkov. Rudar je namreč avgusta predal najemnikom nova neprofitna stanovanja. Obnova je z nakupom nepremičnine vred stala 1,5 milijona evrov. Večino je Rudar zagotovil iz lastnih sredstev. 66 enot je zdaj spremenjenih v 3 garsonjere, 3 dvosobna stanovanja, 9 trosobnih stanovanj in pa ostalo enosobna stanovanja. Gre za objekt, ki je v celoti obnovljen. Ostalo je samo, skelet, betonski okvir, vse ostalo je obnovljeno. Rudar ima v upravljanju 545 neprofitnih stanovanj. Lani je občina preverjala, kakšne so potrebe oziroma pričakovanja občanov glede reševanja lastnega stanovanjskega vprašanja. Ugotovili smo, da komaj 4% vseh je odgovorilo nekako, da bi potrebovali individualno stanovanje, medtem ko je glavnina pa si pravzaprav želi stanovanjske hiše. Na to se bo Rudar odzval s prenovo še enega samskega doma v tej krški soseski. Tukaj je predvidena obnova v obliki več vrstnih hiš pod eno streho, se pravi stanovanja v velikosti cirka 90 kvadratov s svojim vhodom in pa svojim lastnim vrtom ter parkiriščem. Projektno dokumentacijo bodo pripravili še letos in če bo izkazan zadostni interes na trgu, bodo šli prihodnje leto v gradnjo, je povedal Udovč. Tako doslednega terminskega načrtovanja gradnje pa ni možno pričakovati za bazen, o katerem se v Krškem pogovarjajo zadnje desetletje. Občinski svet dlje od izbiranja oziroma potrjevanja lokacije zanj še ni prišel. Tudi na septembrski seji je bilo govora o tem. Verjetno je znano, da je občina Krško oziroma občinski svet že pred leti, že nekje tam leta 2009 sprejel 2 lokaciji kot možni lokaciji za gradnjo bazena. Ena pri tovarnici celuloze in papirja takratnje oziroma Vipapu in druga pri stadionu Matija Gubca.
Nekako v teh letih se je izoblikovalo stališče, da je pametno graditi vse te objekte, torej športne objekte, na enem strnjenem območju, torej lokacija stadion Matija Gubec. Medtem se je pojavila priložnost za gradnjo gasilskega regijskega centra za usposabljanje pri Vipapu. V ta namen je bilo odkupljen tudi del Vipapa, približno 0,7 hektarja. Nakup je že izveden in istočasno pa se razmišlja tudi o gradnji oziroma razšitvi gradnje stavbe, torej poklicne gasilske enote. Vse to skupaj predstavlja eno zaključno enoto za celoto in v to celoto bazen ne bi sodil oziroma bi težko tam sobival vsemi temi zgradbami. Zato so svetniki glasovali za izbris lokacije bodočega bazena pri tovarni papirja in kot edina možna lokacija ostaja tista pri stadionu. Občina Sevnica se je letos prijavila na 3. nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije v zeleno shemo slovenskega turizma. Gre za spodbujanje okolju in družbi prijaznega turizma, ker je najbolj pomembno znati tržiti tisto, kar je zgradila narava. V občini je 248 turističnih postelj in zabeleženih zgolj 1700 nočitev v letu dni. V resnici je število večje, le da ni vse zabeleženo, ocenjuje župan. Ajpes bo s 1. decembrom spostavil register nastanitvenih obratov, v katerega se bodo morali v roku 3 mesecev vpisati vsi, ki oddajajo sobe. Z decembrom bo vzpostavljena tudi aplikacija e-turizem, kjer bodo zavezanci vodili evidenco gostov. Na Lisci beležimo vsako leto, vsak mesec večji obisk, to je športno-rekreacijsko-turistično območje. Tudi obisk gradu se bistveno povečuje, tisto obisk, ki ga beleži javni zavod. Hkrati pa vidimo tudi dnevni obisk na gradu, da je več gostov. Vidimo, da tudi ribolovni turizem je zelo razvit, avtodomarski, karavanni turizem pa tudi beležimo več obiskov na teh postajališčih za avtodome. V urejanje rekreacijskih površin na Lisci in Tončkovega doma občina vsako leto nekaj vloži. Letos so preplastili rokometno igrišče, a zeleni turizem pomeni predvsem izpostaviti prednost narave in lokalnih običajev. Mislim, da ne bo potrebno prav veliko z nekimi velikimi investicijskimi vlaganji, če želiš ti, da ti tudi prijajo posamezni gostje. Ker tudi dovolj je, naprimer, že društvo Razbor za šport in kulturo Razbor organizira že zdaj par let zapored prireditev koša na Lisci, pritegne tudi veliko obiskovalcev in tu se sliši od ust do ust. Obiskovalci z vračanjem na določene destinacije sami pa vedo, kaj pričakujejo. Česa si želijo. Zadnje čase se tudi to dosti dogaja, da povprašujejo po nekih lokalnih, značilnih jedeh, ki nekako zaznamujejo Sevnice, regijo, bolj kot rečemo Slovenijo. Na zavodu KŠTM tečejo aktivnosti v tej smeri, da bi se oblikoval nek sevniški krožnik in skupaj s festivalom Frankinje dopolnjeval prepoznavnost tega okolja, je povedala Pernovškova. Brežiški župan ima navado za večje uspehe domačih ekip in posameznikov na področju športa, kulture in znanosti prirediti sprejem ter za zmagoslavje osebno čestitati. Ker je v občini preko 200 društev, je tudi veliko dosežkov. Tokrat so bile pozornosti deležne dobovske mažoretke z odličnim rezultatom na nedavnem evropskem prvenstvu v Laškem. Mažorete v Dobovi so pred 17 leti začele delovati na pobudo Godbe, zadnji 2 leti so organizirane v samostojno društvo, kar jim je dalo nov zagon. Na državnem tekmovanju imamo državni prvakinji v kategoriji solo kadet, ravno tako imamo državno prvakinjo v kategoriji duo kadet in pa podprvakinje v skupini formaciji kadet. Na evropskem tekmovanju imamo prav tako evropsko prvakinjo v kategoriji solo kadet in evropsko prvakinji v kategoriji kadet duo. Zlato medaljo so si prislužile Anja Račič, Leja Savnik in Larisa Gerjovič.
naše koreografije so izvrstne in so tako izstopale s koreografijami dekleta na državnem kot na evropskem prvenstvu, s tem, da trenutno ima naše društvo 70 članic, tako da imamo letos prvič v zgodovini v bistvu vse kategorije zastopane, od cici naših najmlajših do kadet, junior in senior, pa še vabimo članice v KPIS. Treniram kadet A skupino, zdaj so trenutno juniorke, na državnem tekmovanju podprvakinje, zdaj pa 4. mesto na evropskem tekmovanju. Treniram pa tudi te punce, ki so evropske prvakinje solo in duo. Je bilo pa veliko dela, zatem počitnic ni bilo, treniranje, tako da je zasluženo čisto. V društvu sta 2 glavni trenerki in 2 pomočnici. Vsako leto se pač to veča, ker tudi večje število deklet. Malo več damo tudi poudarka na to tekmovalnost, in se s tem tudi napreduje. Vsaka punca posebej tudi malo več dela in tudi se to vidi na samih dosežkih. Zato je Evropska mažoretna zveza organizacijo prihodnjega državnega tekmovanja zaupala Dobovskemu društvu. Prireditev bo v Brežicah. Drage gledalke in gledalci, ostane nam le še lep jesenski pozdrav ali kot pravi misel, jesen je kot druga pomlad, ko vsak list postane cvet. Ne zamudite prekrasnih podob narave, niti ne obzornika čez 14 dni. Pa nasvidenje.